Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. A bom jaz prva? Jaz imam eno BDSM igračko. No, daj. Mislim, več jih imam, ampak bom kar to. Tu je kletka za penis. Jaz karivam. Te vem, da ni. Ne, nima noter bodice, ampak ene jih pa tudi imajo. Ene imajo tudi čepek za penis noter. Kar je meni čist scary, ker kako boš to očistil kvalitetno. Ja. Ampak okej. Zakaj bi nekdo nosil kaj tazga? Imaš kako odgovor? Zakaj bi si nekdo želel, zakaj bi si recimo on zdaj želel imeti kletko za penis kar cel dan nositi? Zdaj daš snemalc tako pogledal debelo, kaj zdaj on. Kako so vedeli? Rabim si predstavljati. Ja, lahko je. Dajmo dati na delčke, na manjše delčke, kot smo se prej pogovarjali. Torej, kaj lahko najdemo v takem fetišu? Zakaj bi nekdo to imel na sebi? Se pravi, nekaj prepovedanega, nekaj on ne sme. Se pravi, on bi si lahko nekaj želel, ampak to željo nekaj prepoveduje. Mu je prepovedano. Tudi, da se ne rab samo odločati. Kdaj? Da se ne more samo odločati. Ja, da se ne more, ja. Torej, to posredno pomeni, da se ne rab in je tako malo osvobojajoče. Ni? Zelo dobro. Ja. Zelo dobro. Hvala. Imaš ti še kaj? Ja, veš, da sem jaz drugače enkrat enega spoznala, ki je povej. rad nosil te kletke za penis. Povej. To je bilo zdaj že ful časa nazaj, ampak on je takrat meni rekel, če bi jaz pač bila in charge od tega in meni je bilo ful zanimivo to, tako sem tako, ok, da vidimo pač kaj fora in sem šla pa z njemu na kavo, pač da mi je malo razložil in sem tako, wow, prvič v življenju sem dobila vse te odgovore, tako first hand. Zdaj me je prav žal, takrat bi si mogla to vse zapisati, da bi pač si res zapomnila, ampak pač cel point je res to, ta mentalna stran, da je nekdo drug in charge tvojega telesa, tvojega užitka. On je pač to nosil skozi. On si je pač to dal, ne vem, 2-krat na teden mu je dala, pač mi je že prej eno gospodarico. Jaz sem pol rekla, da pač jaz tega ne čutam, da jaz to ne moram. Ampak mi je bilo ful zanimivo, ker mi je povedal, da je dala ona njemu to dal samo 2-krat na teden, zato da pač se je on to vse umil in pojedel nazaj gor. In je imel in poleti in pozim, neko plastično je imel. In ja. Tako da meni se zdi, še tako, če bi kdo to recimo rad začel nositi, ne začeti takoj, da imaš cele dneve gor, ker se mora tudi telo navadati na to, pa so tudi tukaj vprašanja, ker ti po noči, ker on ima tudi po noč to gor, ker tukaj glede tega sem še zmer tako malo v precepu, ker po noč imaš ti erekcije, pač zdrav moški ima po noč, ne vem koliko že, ampak po nekaj, po ne pare erekcije imaš ti pač, po 5 erekcij imaš ti na noč, in s to kletko jih ne moreš imeti. Glih sicer je tudi to del tega užitka, ta bolečina, ki pač hoče penis imeti erekcijo, pa jo pa ne more imeti. Se po moje, pol s časom jih že nimaš, niti po noč več. Sam to v bistvu mislim, da ni najbolj zdravo niti. Potem tudi dobro je, da se ti sprazneš na vsake toliko časa, že zaradi tega, ker to preprečuje, zmanjšuje možnosti za nastanek raka prostate. Če ti zdaj ne ejakuliraš, po mesece in mesece. Pa je gre pol samo ven po noči. Ni to smešno, je pa dovolj. Ne vem, pač ne vem, a veš, lahko pa, ali pa je, kaj pa vem, mogoče telo poskrbi samo za to, da je dovolj. Eni sicer si dajo dol, pa potem pač, da si ga ne vem, tudi ne vem, 2-krat na teden zdrkajo ali pa kaj. Eni pa pač grejo prav v celibat, da nič, nada. Ampak začneš pa s tem, da imaš to, ne vem, po kakšno urco ali pa 2 gor. In potem stopnjuješ. Ja. Mislim, jaz sem tu probala s svojim bivšim partnerjem in je bilo ful smešno, zaradi tega, ker prvo, ti moraš poskrbeti, da je ta stvar glih prav velika, ne? In ne moreš si zdaj izmeriti penisa v erekciji, ker tla ni v erekciji, tako da potem ni bila glih prave velikosti in je tudi v čist navadnem stanju med nošenjem ga ful bolelo, tako da pa nisva mogla v resnici tu ful prakticirati, da bi videla, kako je zdaj, kakšen je občutek, če imaš ti to kar cel teden gor. Pač jaz mislim, da je nekaj na tej frustraciji, da fucking ne moreš, ne? Ne moreš, dokler ti ona ne dovolj. Tako mogoče je tudi edini čas
v vajni zvezi, ko ima pa ona res full kontrolo, ne? Pa jo ti lahko spustiš, ne? Če moraš drugače vse račune plačevati, pa avto voziti, pa vse neke stvari delati, ne? No, glavnem, še kakšno tehnično stvar moram povedati. Tehnično. Namigan mi. Kaj bi mogli ljudje še Pomembno vedeti je, o tem? da, kot si ti rekla, izbereš pravo velikost. Jaz bom a ne? držala ti pa malo govor. Ker imaš gor na internetu načeloma, ki jih kupuješ, imaš napisane mere. In glede tega obročka, čeprav dobiš obročke, dobiš različno velike ponovadi noter. Tako da bolj je pomembna ta dolžina in obseg. In pač zmeraš potem penis v mehkem stanju. Je pa še zmer vedno možnost, da boš pač zasral velikost. Lahko ti vse prav zmeraš, pa še zmer do konc. Ne vem, kaj ne bo v redu. Ja. Tako da je Dobiš še eno sam. ključavnico, pa ene full ključkov. Tudi rezervne ključavnice, pa fajn je, da en ključek imaš vedno pri sebi. Tu sicer malo defies the purpose, ali kako se reče temu. Problem je, naprimer, če slučajno se ti zgodi kakšna nesreča, a ne, pa te morajo odpeljati v bolnico, pa imaš ti to gor, pa nimajo ključka, pa če je fajn, da imaš ti ključek, da odklenejo, da ne rabijo zdaj iskati, s čim ti bojo to dol pač spravili. Imaš pa potem tudi take ključavnice, ki so na zip tie. To je pa mogoče malo boljša rešitev, potem, da ne rabiš ključka. In potem imajo pa te ključavnice, da ne moreš golfati, gor številke. In vsaka ključavnica ima drugačno številko, in potem tvoja partnerka ali pa domina točno ve, če si pač golfov, ker bo videla po številki, je še zmeraj ista številka gor ali ne. A ne, in kaj zip tie, itak ne moreš dati dol pa nazaj gor iste. Ker serious game. Ja. Shit. Tako da pol priporočam skoraj bolj tiste. Tudi malo manjše so, malo manj upletajo in je tudi mogoče malo bolj udobno potem zanositi vse skupaj. Ja, noč. Jo. Padla sem na tem testu danes s temi kletkami. V glavnem, kletka za penis, izberite pravo velikost. Lulate čez to lukno ven, lej, tu je še zanimivo. Ja. Recimo, tu imaš kar gor med lulanjem in moraš nacentrirati, da tle vmes gre pol ven. Ker drugač ti gre lulanje nazaj not. Ne? Tako da, to je to. Kletka za penis. Na Pitch Popu dobite to s kodom med nama 10. Ja, sem glih hotela reči. Pitch Pop.si za vas poskrbi.